Kam kronološko uvrščamo Kalcedonski koncil? Kalcedonski koncil uvrščamo nekako v 5. stoletje. Predhodnik tega koncila je bil Efeški koncil, nasledil pa ga je drugi Carigrajski koncil. Kakšen je bil potek Kalcedonskega koncila in kako je prispeval k preoblikovanju cerkvenega nauka? Ideja o samem koncilu se je pojavila že nekako takoj po Efeškem koncilu, vendar so zaradi večinsko pripadnikov sklepov Efeškega koncila odložili idejo. Po smrti večinskih zagovornikov sklepov koncila se je ideja nekako spet pojavila. Leon I, kljub temu, da je ta papež ni zagovarjal, da bi se moral koncil izvesti, je cesar, versko navdahnjen cesar, odločil izvesti drugače. Koncil je sklical. Pred koncilom je škof Dioskur, ki je zagovarjal nauk o Kristusovi samo eni naravi, ki je bil sprejet na Efeškem koncilu, pridobil več pripadnikov, zato so ga na samem koncilu kalcedonskem odstavili. Kljub temu pa je na škofovski službi še ostal. Sklepi Kalcedonskega koncila so bili takšni, da so bili mnenja, da se v Kristusu nahajata dve naravi, torej Božja in človeška, dočim v prejšnjem koncilu, torej Efeškem koncilu, so pa zaključili, da v Kristusu najdemo samo eno naravo. V sklopu Kalcedonskega koncila pa sta dve naravi nepomešani in neločeni. Nasledniki Leona I, ki je očitno tudi sodeloval v Kalcedonskem koncilu, so nauk torej o dveh naravah in ne o monofizitizmu, tako kot govori Efeški koncil, preoblikovali v nauk o dveh oblasteh. Vprašanje seveda glede zaključkov Kalcedonskega koncila ostaja odprto še danes. Načeloma pa ga sprejemajo večinsko vse krščanske cerkve, med drugim tudi rimokatoliška.